Reaktiviral sem se sam. Janez Janša v bistvu nekih posebnih obljub tukaj ne daje. Za mene ni to plačna reforma. Tukaj gre več ali manj za povečanje plač. Po zdravi kmečki pameti se človek to vpraša. In zakaj je zdaj to tako drago? Dober dan in lepo pozdravljeni na podcastu Info 360. Sem Suzana Koz, z menoj v studiu pa finančni minister, gospod Andrej Šircelj. Lepo pozdravljeni. Hvala, ker ste se odzvali našemu vabilu. Vi se zdaj že petič vračate na Ministrstvo za finance, tako malo za šalo. Očitno vam je na Župančičevi ulici v Ljubljani, kjer je sedež ministrstva, energija všeč. Še posebej glede na to, da vas je gospod Janez Janša reaktiviral, ker ste v bistvu se upokojili, a ne? Pa najprej povejte, s čim vas je prepričal, da ste se odločili, da greste še enkrat v to, glede na to, da so okoliščine, v katerih sprejemate vodenje Ministrstva za finance, znova zelo zahtevne. No, reaktiviral sem se sam, tako da tukaj je bilo seveda nekaj pomislekov, nekaj dilem, tudi nisem takoj sprejel tega povabila. To vem, zato ker mi je eden od vaših kolegov rekel, da ste imeli kar nekaj dilem in da si niste želeli vrniti. Vsekakor tukaj je nekaj dilem, potem so pa vsekakor profesionalni izzivi, vsekakor je tukaj tudi ta situacija, ki pomeni za mene izziv, ki dejansko pomeni tudi to, da lahko še enkrat pridem na Ministrstvo za finance in seveda tudi nekaj naredim, nekaj dobrega za državo, nekaj dobrega za družbo in nenazadnje mi pomeni to tudi nek miselni in intelektualni izziv. Bil sem pa pri pripravi programa za finance zraven kar nekaj časa, recimo 3/4 oziroma 3 leta, 2-3 leta in sem pripravljal vse to z ekipo in seveda zakaj ne bi tega potem tudi udejanil in izvedel, če je za to možnost. Tako da tukaj je kar bilo več elementov in na koncu so prevladali ti, katere sem sedaj povedal. No, ampak vendarle vam je verjetno moral gospod Janez Janša nekaj obljubiti, da ste se odločili, da pustite svoj avstrijski raj. Ne vem, ali vam je rekel, da vam bo stal ob strani pri spoštovanju za vas zelo pomembnega dela koalicijske pogodbe. Vam je to obljubil? Ker vi ste mi dejali, ko sva se pogovarjala, če bi prišli k nam v studio, ste dejali, da vam je zelo pomembno, da v koalicijski pogodbi piše, če bomo nekje nekaj vzeli oziroma dali, bomo pač drugje tudi hkrati povedali, kje bomo vzeli. Skratka, ne bo samo deljenje denarja, ampak se bo natančno vedelo, kako se bo ta izpad prihodkov nadomestil. Vam je to obljubil? Mislim, gospod Janša oziroma Janez Janša v bistvu nekih posebnih obljub tukaj ne daje. Gre pa tukaj seveda za to, da je ta koalicijska pogodba usklajena, da je skupna in da to, kar ste ravnokar povedali, je navedeno v koalicijski pogodbi. Z drugimi besedami, da bodo finance vzdržne, predvidljive in da bomo stabilne. In to seveda pomeni, da tam, kjer bomo nekaj znižali, naprimer davke, bomo seveda na drugi strani morali tudi znižati porabo oziroma slediti bomo morali maastrichtskemu kriteriju glede primanjkljaja 3%. Ta je zdaj ne bi se zvišal oziroma ne bi presegal te 3%. Tako da tukaj gre za skupno politiko, finančno politiko in tukaj jaz mislim, da je to edino pravilna politika in jaz jo bom zagovarjal in seveda računam, da se bomo v tej smeri lahko tudi pogovorili v koaliciji oziroma z ostalimi partnerji in da bomo seveda vsi stali za tem. Zdaj vas ne bom vprašala, če se tega ne bo spoštovalo ali boste odšli, ker je še prezgodaj, v bistvu začenjate šele to pot, ampak mogoče bi, ker sem omenila vaš avstrijski raj, dajte še povedati v bistvu,
zakaj gre, da se ne bodo naši gledalci in poslušalci spraševali, o kakšnem avstrijskem raju jaz govorim. No, jaz sem leta 2004, se pravi takrat, ko je Slovenija šla v Evropsko unijo, takrat sem na avstrijskem Koroškem med Slovenci kupil eno nepremičnino, eno stanovanje in pač občasno tudi tam živim. Ob nekem jezeru, še to povejte. Ja, ob Klopinskem jezeru. Ni čisto ob Klopinskem jezeru, da ne bo napačno zastopljeno, je kar kakšen dober kilometer do njega. Skratka, kot sem rekla, za vas ne velja, kot recimo za vašega kolega, gospoda Francija Matoza. Rekli so mi, ne vem, ali to res nisem ga spraševala, nisem utegnila spraševati, da si vedno želel knjige od miličnika do ministra. Ne? Videli bomo, kako boste usklajeno delovali. Gospod Franci Matoz ne pozna v bistvu delovanja javnega sektorja. Nekateri njegove izjave na hearingu kažejo, da si mogoče predstavlja, da je določene stvari laže doseči, kot jih dejansko je. Pa vas bom vprašala zdaj dve stvari, ki se mi zdita pomembni. Ena je, ali sta vidva enakega mnenja glede enotnega plačnega sistema za javni sektor? Glejte, jaz tukaj njegovega mnenja o plačnem sistemu ne poznam. Midva o tem nisva nikoli govorila. Pa vas bom vprašala, ali zagovarjate enotni plačni sistem? Lahko pa povem, da pač v programu oziroma v koalicijski pogodbi je navedeno, da bomo spremenili plačni sistem, kjer bo več stebrov. En steber bo recimo za ljudi, ki delajo v zdravstvu, en steber za ljudi, ki delajo v vojski, policiji, en bo ta klasičen državniški, uradniški steber, kar pomeni, da ne bodo več, bom rekel, plače sedaj primerljive med vsemi na istej ravni, tako kot je sedaj, ker zdaj se pač primerjajo, ne vem, vojaki z uradniki, policija z zdravniki in tako naprej, čeprav gre tukaj za, bom rekel, zelo specifične poklice. Vsak poklic je tukaj nekaj zase in se razlikuje eden od drugega in ne samo to. Nekateri poklici so tržno sprejemljivi tudi v Evropi. Inženirji, zdravniki, programerji in tako naprej. Ne vem, če zlahka, ampak lahko dobijo lažje poklic v neki drugi državi oziroma delo v neki drugi državi, kot naprimer politiki, ekonomisti, svetovalci in tako naprej. In seveda tudi ta element je treba danes upoštevati. In bom rekel, ne nazadnje tudi plače oziroma dohodke prilagoditi tej konkurenci v drugih državah. Se pravi, če boste šli v reformo plačnega sistema, bi jaz lahko potem sklepala, da boste tudi zaustavili sedanjo reformo ali pa spremembe usklajevanja plač v javnem sektorju, ker boste šli delati nov sistem. Ali ni tako? Ta plačna reforma, pravzaprav za mene ni to plačna reforma. Tukaj gre več ali manj za povečanje plač. Zdaj, kaj drugega iz tega ni razvidno. Končala naj bi se leta 2028, pravzaprav takrat naj bi bila zadnja povečanja plač in na podlagi analize bomo ugotovili, koliko bom rekel, te spremembe, nisem rekel reforma, te spremembe vplivajo na javne finance, koliko odstopajo od načrtovanih, se pravi, že sedaj sem zasledil pač podatek, da že sedaj odstopajo za približno 400 milijonov in na podlagi tega bomo sprejemali ukrepe. Ne samo v povezavi z novo plačno reformo, ki bo dejansko reforma, ker ne bo temeljila na istem vzorcu, na tej isti primerjavi, ampak seveda tudi, koliko vpliva to na vzdržnost javnih financ. Ta reformo boste začeli takoj, zdaj je to prioriteta, ali boste začeli druge stvari? Okay, ve se, da boste začeli najprej na vašem področju z rebalansom, ker bo treba pač spremeniti proračun že zaradi združevanja ministrstev, nekaj tudi zaradi NATO verjetno.
Ja, to je predvsem odvisno od kolega Matoza. Namreč on pokriva sedaj tudi tisti del, ki ga je prej pokrivalo Ministrstvo za javno upravo, in to je od tega odvisno. Vsekakor pa moje mnenje je, da ne moramo vseh ukrepov začeti naenkrat. Treba je tudi narediti časovnico, ki jo bomo naredili, in potem bomo seveda videli, kako bomo tudi izvedli celotno reformo oziroma kako bo šla stvar naprej. No, gospod Ivan Simič je pred časom že na X-u napisal, da mora novi finančni minister najprej ugotoviti dejansko stanje in ga primerjati s primopredajnim poročilom, ki ga boste dobili od vašega predhodnika, gospoda Klemna Boštjančiča, in vložiti kazenske ovadbe, če bi se izkazalo, da je bilo ob primopredaji kakšno zavajanje. Ste vi naklonjeni temu? Mislim, jaz sem naklonjen temu, da bom naredil seveda analizo na Ministrstvu za finance, ugotovil dejansko stanje, vsekakor pa vnaprej ne napovedujem nobenih ukrepov, katere bom potem storil. Mislim, da pač moj način dela ni tak, da bi vnaprej nekaj napovedoval, ali to za kazensko ovadbo ali ne. In skratka, tukaj je šele na podlagi analize in tistih zaključkov bom videl, kako ukrepati naprej. No, ker fiskalni svet je v času Golobove vlade večkrat opozarjal, da je bila načrtovana poraba v proračunu nerealna, višja, in je potem bila realizacija precej nižja. Ali mislite, da bo tudi tokrat tako, glede na recimo neuradne podatke o tem, da je šlo za plače precej več, kot je bilo predvideno? Tudi gospod Klemen Boštjančič je povedal, da je bilo predvsem na področju šolstva in zdravstva tisto, kar je bilo v rokah predstojnikov, se pravi napredovanja, ne? Ja, to je večkrat, bom rekel, kar zadnji proračuni so se dejansko tako načrtovali, da je bila poraba načrtovana večja, potem je bila manjša in potem je bil tudi boljši rezultat, recimo glede primanjkljaja in tako naprej, oziroma vsa dela oziroma vse tisto, kar je bilo načrtovano, ni bilo izvedeno. Zdaj, tudi tukaj jaz, če bi se zdaj proračun zaključil sredi leta, potem bi videli, kakšni rezultati dejansko so. Ampak mi bomo naredili presek, ampak ker bomo naredili rebalans proračuna, bomo že tukaj, bom rekel, upam, čim bolj realno tudi napovedali odhodke in prihodke, ali pa veliko bolj realno, in jaz mislim, da potem do tega vprašanja ne bo prišlo na koncu leta. Potem pa pride tako in tako še proračun za leto 27 in 28. Ali ste se kakorkoli v stranki ali pa v koaliciji že pogovarjali, ker ministrstva se bodo združevala, gospod Matos je napovedal tudi pač, da se bo zmanjšalo tudi število zaposlenih glede na področjih, kjer se bo recimo zaposlitve podvajale, naloge podvajale, a ne? Je kakšna ocena ali greste v to popolnoma brez tega, da bi vedeli, kakšne bodo posledice? Mislim, glede združevanja ministrstev in optimiziranja dela ministrstev, to bo vsak minister naredil za sebe, ne? Pač ocena je, bom rekel, da je poleg tega, da so se na eni strani povečevale plače, na drugi strani se je povečevalo tudi število zaposlenih. Učinkovitost meni ni znana, večja učinkovitost zaradi tega, in vsak minister bo naredil na svojem področju, bom rekel, neko optimizacijo oziroma pregledal, ali je sedanja ureditev ustrezna glede števila zaposlenih, in na to se bodo sprejeli, oziroma jaz mislim tudi s socialnimi partnerji poskušali uskladiti in na koncu uskladili ukrepi. Ampak to je stvar vsakega ministrstva zase za svoje področje. So ocene, v kolikšnem času se bo to naredilo, koliko časa bo trajalo zdaj to združevanje? Mislim, da seveda na podlagi novega zakona o državni upravi, da je to, bom rekel, prioriteta. Se tako mora začeti na novo delati po novem zakonu.
Se pravi, kaj, konec poletja bo že vse znano ali že prej? No, jaz mislim, da zdaj je treba ta zakon najprej sprejeti in potem bo moj osebno, jaz mislim, da poleti in začetku jeseni bo vsekakor že to vse znano. Se mora biti tudi znano že za rebalans proračuna. Drugo, recimo, zelo pomembno vprašanje ob plačah so zagotovo tudi davki. Ne bova se spuščala v podrobnosti, ker dejansko še nimate vseh odgovorov na to, koliko bi kaj stalo, koliko bi odneslo, kakšne davčne spremembe. Vprašala vas bom samo glede davka na dodano vrednost. V interventnem zakonu je predvideno, da se bo stopnja davka za določene izdelke znižala. Vi ste proti temu? Jaz tega ne bi podprl in tudi nisem podprl, zaradi tega, ker prvo, davek na dodano vrednost ni socialni davek. Se pravi, to hrano, ki bo obdavčeno z nižjo davčno stopnjo, kupujemo vsi in tisti, ki imamo več in tisti, ki imajo manj, kar pomeni, to ni noben socialni ukrep. Socialni ukrepi morajo biti osredotočeni na tiste, ki pomoč dejansko potrebujejo. Drugo, kar je, takšna ureditev izredno zaplete celotno zadevo, se pravi, imate hrano, potem pa zmešate to hrano, eno po 5, eno po 9% in to je možen zaplet. Tukaj rešitev v tem zakonu je, da v takih primerih se uporablja višja stopna. Tudi mislim, da cene se ne bodo znižale zaradi tega. Prvič gre za minimalne razlike, ki so v bistvu nevidne, da tako rečem, lahko, če bo kdo to natančno raziskoval, bo mogoče videl kakšna odstopanja v cenah, ampak glede na tržno politiko trgovin in glede na tudi psihologijo trženja ob vseh teh akcijah, popustih in tako naprej, jaz mislim, da to ne bo čisto nič razvidno. Trgovina bo dobila seveda več prihodkov iz tega naslova, kaj drugega pa dejansko ne bo. In tudi vse mednarodne analize kažejo, od Mednarodnega denarnega sklada, OECD, kažejo na to, da takšni ukrepi nimajo učinkov. Tudi, ko so to delali v Nemčiji, se to ni zgodilo, so potem popravili. Oni so delali to med covidom, mislim v tistem obdobju. Mislim, da tudi, če to delajo zdaj v Avstriji, ne bo nobenega učinka od tega. Ja, tudi na Hrvaškem niso zadovoljni z učinki. Tudi v Belgiji so že to zdavnaj delali in tako naprej. No, niste naklonjeni temu, tej rešitvi iz interventnega zakona, kot pa vas je razumeti, ste naklonjeni povišanju davka na dodano vrednost. O tem smo se pogovarjali tudi z gosti v tem studiu, ko smo se pogovarjali, kakšne stvari imate sploh na voljo. Ne? Stranka ima, SDS ima v programu zapisano, da davka na nepremičnine ne bo. Tudi vi ste pač to ponovili v svoji predstavitvi pred parlamentarnim matičnim odborom, čeprav nekateri ekonomisti znani pravijo, da bi lahko si vlada pomagala s tem, da bi pač občinam popolnoma prepustila, da povišujejo pač nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in se iz tega naslova pri odhodkih, ki grejo iz proračuna za občine, nekaj prihrani. Pravijo pa tudi, da bi veljalo razmisliti o dvigu davka na dodano vrednost za 1 ali 2 odstotni točki, da to ne bi bistveno vplivalo na inflacijo, ki je sicer trenutno visoka. To je vsekakor eden izmed možnih ukrepov. In tudi v koalicijski pogodbi piše, da če se znižuje davek na en davek, se lahko na drugi strani poveča drug davek. Tukaj jaz lahko to pač povežem z znižanjem dohodnine, naprimer, oziroma povečanjem olajšave, splošne olajšave, kot je že bilo, in seveda potem, da se nekje poišče tudi nadomestilo. OECD tudi predlaga več financiranja iz tako imenovanih posrednih davkov, med katere spada davek na dodano vrednost. Jaz ga tukaj ne napovedujem povečanje
tega davka. Sem že hotela reči, če bomo dali naslov, ne vem, jeseni bomo. Ne, to ne napovedujem, tudi za jesen ne napovedujem tega, je pa to vsekakor ena izmed možnosti in pač, če se s tem strinjajo tudi znani ekonomisti, sem jaz toliko bolj vesel. Če pa zdaj govorimo o davkih na premoženje oziroma na nepremičnine, če mi vzamemo skupaj vse fiskalni oziroma finančni učinek vseh premoženjskih davkov v Sloveniji, se pravi, tukaj imamo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, imamo neke posebne davke na velike nepremičnine, velika stanovanja, še iz prejšnje države in tako naprej, je njihov finančni učinek, se pravi, to prinese približno 300 milijonov letno. Ob tem, da finančna uprava izda ogromno odločb, v bistvu za vsako stanovanje posebej in tako naprej, imamo ogromno pritožb, kar seveda tudi stane državo kot posameznike in to je relativno majhen davčni oziroma finančni priliv v primerjavi z ostalimi davki. Naprimer, tako na grobo ocenjeno je dvig davka na dodano vrednost za 1% točko približno prinese med 250 do 300 milijoni. Se pravi toliko kot celotni premoženjski davki. In tudi, če bi, ne vem zakaj, po nekem kakorkoli že dvignili te davke premoženjske za še enkrat, bi to bilo 600 milijonov in veste, koliko dela, energije in tako naprej bi za to šlo. Tako da tukaj ob vseh težavah tudi, pač ko govorimo, kako so Slovenci in Slovenke gradili in tako naprej, kako so ustvarjali svoje premoženje. Jaz mislim, da res, večina nas je prišla do nepremičnine z odpovedovanjem. Tako je, tudi ob tem argumentu, s katerim se popolnoma strinjam, jaz ne vidim nekih velikih finančnih učinkov, tudi če bi o tem razmišljal. Zaradi tega o premoženjskih davkih in vključno z davkom na nepremičnine ne razmišljamo in ga ne bo. DDV pa je v razmisleku. Ker ste omenili FURS, je pričakovati menjavo na vrhu FURS-a, se že govori seveda, da imate neke svoje ljudi notranje, ki bodo zamenjali sedanje vodstvo FURS-a. To drži? Jaz mislim, da bo to kadrovske zadeve, prve kadrovske zadeve jasne po seji, prvi seji, drugi seji, tretji seji in tako naprej vlade. Jaz jih vnaprej ne želim komentirati, tudi ne želim jih dejansko deliti, predvsem zaradi tega, da dokler niso potrjene, dokler niso sklepi sprejeti, mislim, da to ni v korist nikomur, da se pač prek medijev kadruje. Potem pa povejte, kako ste izbrali, na podlagi katerih kriterijev svoje najbližje sodelavce, ne vem, novega direktorja Urada za preprečevanje pranja denarja, predvidevam tudi, da bo nov? Vse sodelavce predvsem sprejemam oziroma jim predlagam možnost sodelovanja predvsem na podlagi strokovnosti. Zdaj, Ministrstvo za finance je predvsem strokovno ministrstvo, zelo malo je tukaj ideologije takšne ali drugačne, ali je sploh ni in je sploh ne bi smelo biti. In tukaj je pač stroka, delavnost, pač pripravljenost za izzive tisto, kar največ šteje. In tako tudi izbiram svoje sodelavce. Recimo v kakšnem imenu, naprimer direktorja Urada za preprečevanje pranja denarja, predvidevam, da gospod Žugelj ne bo prišel nazaj, ne? Lejte, še enkrat, vse bomo, mislim, da bo čez dan, dva precej stvari bolj jasnih, nekatere ne bodo jasne. Kadrovanje je stvar vlade, predvsem na teh najzahtevnejših mestih in jaz mislim, da bo takrat več jasno. Mogoče samo še to, ker se pogovarjamo o Ministrstvu za finance. Ministrstvo za finance je sprejelo kar nekaj odločitev v zadnjih letih. Zadolžili smo se na tujih trgih, med drugim v ameriške valute, mislim, da je okrog 900 milijonov.
nazadnje je bila zadolžitev v kitajski valuti. Pravijo sicer na ministrstvu, da so valutna tveganja zavarovali, da tukaj vas ne bi smela boleti glava, se vam zdi recimo to vrstno zadolževanje pametno, tako kot recimo za človeka, ki najame kredit to se je izkazalo pri teh kreditih v švicarskih frankih, ne bi sicer veljalo, a ne, da se zadolžuješ v svoji valuti zaradi valutnih tveganj. No, vsekakor pri zadolževanju je pomembno naslednje in sicer kakšno tveganje s tem povzročimo oziroma kaj je, potem so stroški zadolževanja in vsekakor to so tiste zadeve, ki so najbolj pomembne. Po mojem osebnem prepričanju je najpomembnejše seveda tudi to, da je glavnina teh dolgov v valuti, v kateri dejansko poslujemo, to je v Sloveniji imamo evro, to je pomembno. Zdaj, če s tem recimo kakorkoli se zadolžujemo v drugih valutah, kot smo se zdaj v preteklosti oziroma v zadnjih letih, potem je dejansko treba imeti zelo dobro zavarovanje. Jaz po tankosti tega zadolževanja in pogojev ne poznam, se bom pozanimal. Smo pa prva država evroskupine, ki mislim, da se je zadolžila na Kitajskem. Tako da s Kitajsko imamo tudi, bom rekel, neugodno blagovno menjavo, predvsem veliko uvažamo in zelo malo izvažamo, kar je seveda tudi določen element, vendar res ne želim tukaj soditi, kateri trgi so zdaj tisti, ki so bolj primerni, manj primerni in tako naprej. Važno je, da imamo minimalna tveganja in minimalne stroške zadolževanja in seveda čim ugodnejšo obrestno mero. No, na Ministrstvu za finance že dolgo časa na tem področju dela gospod Divjak. Ja. Seveda ga poznate, mislim, da več kot 30 let ali 30 let in mu zaupate. Ja, gospodu Divjaku popolnoma zaupam v zvezi s tem. Mislim, da je tudi to politiko, ki jo je vodil dobro, optimalno, tako da tukaj nimam nobenih posebnih težav v zvezi s tem. Gospod Divjak je soprog gospe, ki bo vodila, kolikor vemo, kabinet predsednika vlade, ga je že vodila tudi gospa Anika Dolinar, ampak pustimo zdaj to. Bi pa vseeno tukaj povedal, da poznam gospoda Divjaka in poznam tudi gospod Niko Dolinar Divjak in mislim, da to nima popolnoma nobene povezave z, bom rekel, stroko, ki jo upravlja gospod Divjak. In to je bilo že večkrat dokazano. On je strokovnjak na svojem področju in mislim, da, bom rekel, če želite to, kakršnakoli strankarska povezava. Ne želim, saj tudi moji sogovorniki pravijo, da je strokovnjak. On je mednarodno cenjen je tudi v mednarodnem denarnem skladu. Zdaj sva govorila o visokih financah, pa bova rekla še kakšno o zadevah, ki zanimajo male ljudi. Na predstavitvi ste povedali, da se boste prizadevali za ohranjanje bankomatne mreže v majhnih krajih, kjer pač nimajo recimo bančnih poslovalnic in tako naprej. Kako, če ste to dejali, verjetno imate že neko idejo, kako boste pač to financirali. Na Hrvaškem so že sprejeli to odločitev, ampak se banke kar nekaj časa niso mogle dogovoriti, kako se bodo razdelile stroške financiranja te bankomatne mreže, ki jo skušajo ohranjati. Jaz mislim, da imajo banke, čeprav so zdaj vse, razen dobro, Ljubljanska banka ima 25% še državni delež, ampak lahko rečem, da so vse pretežno v zasebni lasti, tudi določeno družbeno vlogo. Družbeno vlogo v tem pogledu, da oni hranijo denar prebivalstva in gospodarstva. Hočem povedati, to je denar ljudi in mislim, da mora biti vsem prebivalcem in vsem varčevalcem, ki imajo odprte račune, omogočeno, da na najlažji način pridejo do svojega denarja. To je njihov denar, to ni denar bank. In seveda mi moramo imeti seveda to v zavesti. Tudi ljudje, ker
potem se to, kar že mislimo, da je ta denar zdaj bančni denar ali da je ta denar, ne vem, tudi tisti denar, ki ga ljudje plačujejo z davki, da je to denar države. To je denar davkoplačevalcev, ki ga upravlja, usmerja in tako naprej država. In pri banki je to ravno tako denar varčevalcev in treba jim je v tej smislu, in tukaj mislim na to vlogo bank, na najlažji način omogočiti, da pridejo do njega. Danes, da bi se šli elektronsko bančništvo vsi, predvsem pa starejši ljudje, jaz mislim, da to ni mogoče. Poleg tega so tudi to same banke oziroma Združenje bank govori o tveganjih, ki se pri tem vse pojavljajo in tako naprej in tako naprej. Skratka, imamo gotovino in do gotovine mislim, da je treba ljudem zagotoviti nemoten in čim lažji dostop. Težave so v krajih v Sloveniji, ki so manj naseljene in pač tam banke ne vidijo, bom rekel, nekega ekonomskega interesa. Jaz mislim, da v takih krajih bo moral prevladovati tudi ta širši družbeni interes. Tudi, bom rekel, jaz mislim, da je to tudi dobra dolgoročna politika za banke, no vse zadnje tukaj gre za zaupanje in ne gre zdaj samo za tist izključno momentalni trenutek, ko je treba seveda maksimizirati dobiček in tako naprej. Tako da jaz predvsem računam na dogovor z Združenjem bank oziroma z posameznimi bankami, da bodo zagotovili bančne avtomate tudi v krajih, kjer je manj prebivalcev. Seveda druga možnost je, da se to uredi z zakonom in da se pač nekaj določi, ampak zakon v tem primeru pomeni prisilo. Sem pa za dogovor in da bankirji dejansko to naredijo. Mislim, da v tem trenutku to lahko naredijo. Zakaj mislite, da boste uspešni, ker recimo tudi v parlamentu, vem, da je gospod Černač recimo opozarjal v poslanskih vprašanjih na kršenje bankomatne mreže v manjših krajih, pa ni bilo nobenega odziva, nobene družbene odgovornosti bank na to. Če ni bilo odziva in če banke seveda tega ne morejo delati, ampak da je ta politika vodi v to, da teoretično govorim, da bomo na koncu imeli vsi državljani en bankomat. To je skrajnost. To je skrajnost, ampak to zdaj, če postopoma tako gremo v to smer, skratka treba je najti nek dogovor, nek konsens, da se določijo kriteriji za to, kje moramo imeti en bankomat, kje je eno poslovalnico in tako naprej. Banke plačujejo povišano stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb še do leta 2028, potem se bo ta stopnja znižala. In jaz tudi mislim, da banke, zdaj ne vem, če je ta strošek tega avtomata tako velik, da banke ga ne bi mogle zagotoviti v pač nekih krajih. Drugo je seveda možnost tudi, da tam, kjer so pošte, se seveda to tudi razširi in tako naprej. Ampak še enkrat, ljudje morajo imeti čim lažji nemoten dostop do gotovine in do svojega denarja. Ker ste omenili Združenje bank, ko je se pojavila ta ideja o brezplačnem osnovnem računu bančnem, smo mi vprašali Združenje bank in so rekli, da tako kot je sedaj urejeno, da je v redu in nekako niso naklonjeni niti tej spremembi, tako da to verjamem, na začetku boste mogli spodbuditi. Ja, bomo spodbudili in se bomo pogovarjali. Bomo spodbudili, seveda moramo spodbuditi. Ampak jaz še enkrat ne bi želel, da se pač to vzpodbudi na nek administrativen način, jaz apeliram tukaj na dogovor. Eno stvari, ki bo pomembna za tiste ljudi, ki bojo odleteli svojih funkcij, dobro plačanih funkcij, je tudi ustanovitev demografskega sklada. Povejte, kaj bo drugače po vsebini, če boste res združili vse premoženje države pod eno streho, ker SDH pravi, da premoženje upravlja dobro, dividende grejo pa kot prihodek iz kapitalskih nalog države v proračun. Ja, to razumem tudi SDH in mislim, da tukaj seveda marsikdo bi želel imeti status quo in ni namenjen in ni
bom rekel, tudi naklonjen temu, da bi se stvari spreminjale. To pač je popolnoma razumljivo. Ampak stvari se spreminjajo, demografija se spreminja, spreminjajo se seveda tudi prioritete in nekaj je neposredno financiranje pokojninske blagajne. Drugo je, da se bo v ta demografski sklad vključilo tudi nek državno premoženje, ki sedaj ni vključeno, naprimer DSU, KAD in podobno. Tako da tukaj je to naslednje vprašanje in tukaj bo tudi vsebinsko imel ta sklad neko novo funkcijo, se pravi, da bo del denarja lahko tudi investiral, kar pomeni, da ga bo investiral ali plemenitil in tako naprej, ga bo dejansko plemenitil in to so vsekakor dodatni prihodki za pokojninsko blagajno in seveda v povezavi s tem z demografijo. In ne nazadnje, saj mi že v okviru zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, že imamo tako imenovani demografski sklad, ki pa žal ni zaživel. In pač del tega bomo seveda lahko, to funkcijo bo imel tudi ta nov demografski sklad. In tukaj jaz ne vidim sploh nobenih težav. Zakaj bi zdaj bile težave? Ampak verjetno tisti, ki bojo izgubili službo, pa ne. Glejte, jaz mislim, da pač ljudje zdaj, ne vem, a bodo zdaj vsi na cesti in tako naprej, bomo imeli zaradi tega večji socialni problem, jaz mislim, da ne. Kdaj mislite, da bo zaživelo? Skratka, prihodki od demografskega sklada bojo šli direktno zdaj v spis. Tako je. To je recimo sprememba, ne bo nekega posrednika. Nova vloga bo tukaj, se pravi plemenitenje denarja. Vse državno premoženje vključilo se bo vse državno premoženje. Tudi delnice, ki jih ima zdaj spis, recimo v zavarovalnici, Triglav, jih ima kar nekaj, pa nima tam upravljavskih pravic, ampak jih ima zdaj SDH in tako naprej. Tako da tukaj se bo razširila ta osnova tudi za financiranje pokojninske blagajne. Plemeniti oziroma upravljal bo sam demografski sklad, se pravi, da bo se ljudi zaposlili v demografskem skladu, ali bo se to komu zaupali? O tem, če ni tekla razprava, da je še to prezgodaj, vsekakor bo to plemenitenje predvsem zelo varno. Tako da mi poznamo določene primere, naprimer z Norveške, čeprav bom rekel tukaj, nismo primerljivi, ker tam imajo nafto in tako naprej in so stalni prihodki, ampak kakšna dobra praksa pa dejansko obstaja. Časovnica? Ja, jaz mislim, da bo šel ta zakon v proceduro letos, kmalu. Kmalu jeseni ali prej? Mislim, to je zdaj stvar seveda tudi koalicije in tako naprej, ampak vsekakor to leto zdaj, dobro, mesec ali dva, ampak mislim, da jaz bi želel, da bi šel čim prej. Ste se res že pogovarjali, da ne bi ga vodil gospod Zdravko Počivalšek? Ne, o nobenih imenih jaz nisem govoril in o nobenih imenih se tukaj nisem pogovarjal. Pa se vam zdi to mogoče? Glejte, o kadrovskih zadevah, ki v bistvu tukaj ne bi govoril. Pa bi se vam zdel primeren? Tudi o tem ne bi govoril. Vas bom vprašala še za en, bom rekla, bolj politični komentar. Dejansko boste imeli močno opozicijo, ki se bo povezovala tako z nevladniki kot sindikati, to je pač očitno, a ne? Pa bi vas prosila, da komentirate očitke, ki prihajajo iz tega kroga, da bo nova koalicija kradla in plenila in da bo svojo neoliberalno politiko uničila javne storitve in socialno državo. Prvič, to ni res. Mislim, te trditve temeljijo po mojem mnenju na neki ideologiji, ki je preživeta, so popolnoma lažne in mislim, da sploh ne pašejo v Slovenijo, niti v ta čas. Mislim, da take, bom rekel, dobesedno ideološke trditve so popolnoma nepotrebne in tudi tako narave komunikacije in vsebine komunikacije, glede, jaz odločno zavračam. Tukaj treba pač govoriti o argumentih, mi ne posegamo v socialno državo. Če govorimo o tem, da se nekateri socialni prejemki izkoriščajo,
Glejte, potem to ni manjšanje socialne države, ampak to je kvečemo povečanje socialne države za tiste, ki socialno pomoč in solidarnost dejansko potrebujejo. Spravi, poleg tega, da boste skrbnik javnih financ, absolutno zagovarjate javno zdravstvo, javno šolstvo, socialno državo. Lejte, socialne države se ne zagotavlja samo z javnim zdravstvom, javnim šolstvom. Zagotavlja se ga predvsem tako, da so storitve zdravstva in storitve šolstva dostopne na brezplačen način oziroma preko zavarovalnice čim hitreje in s čim boljšo kvaliteto, da so te zdravstvene storitve čim boljše in čim cenejše. Kdo pa upravlja te storitve, je pa po moje bolj stvar pacienta, ki si bo pač izbral zdravnika, ki mu najbolj zaupa, ne glede na to, ali bo ta delal v zdravstvenem domu, ali bo delal s koncesijo, ali bo delal v zasebni ambulanti, kakorkoli že. Ampak jaz ne vem, zakaj se tukaj zdaj loči med zdravniki, glede na to, kako so oni organizirani, ali dobijo koncesijo ali ne. In tako naprej. Važen je zdravnik, važen je, da ima licenco in važno je zaupanje med pacientom in zdravnikom. Samo še zadnje vprašanje, gospod Šircelj, ali ste veseli, da sindikati delajo za vas? Pa bom to vprašanje vam razložila, ker se mi je zdelo, da ste se tako zamislili, kaj vas sprašujem. Interventni zakon za razvoj Slovenije bo šel na Ustavno sodišče. Sindikati bodo v kratkem vložili najprej pobudo za presojo, ali referendum o tem zakonu dejansko ni dopusten. Če jim Ustavno sodišče ne bo dalo prav, bodo šli na spodbijanje same vsebine zakona. To pomeni, da bo trajalo še kar nekaj časa, vmes so tudi sodne počitnice, da bo Ustavno sodišče premlelo in dokončno presodilo o teh rešitvah tega zakona. Jaz bi rad delal s sindikati skupaj in poiskal dogovor. Tako, govorim seveda tukaj tudi o drugih stvareh. Vsekakor bom spoštoval voljo zakonodajalca, ki je tukaj sprejel ta zakon, in karkoli se bo s tem zakonom dogajalo, ga bomo izvajali. Temu je seveda treba prilagoditi proračune, temu je treba spremembe proračunov in javne finance, skratka tako, da bomo dosegli tisto osnovni cilj, da ne bo primanjkljaj presegal 3%, oziroma da če bi presegal slučajno 3%, da bomo imeli seveda potem načrt, kako ga v določenem času, a je to pol leta, 1 leto, zmanjšati. To je moje osnovno vodilo. Tisto, kar dejansko sva začela tudi s tem v koalicijski pogodbi piše, da imamo zanesljive, da imamo stabilne javne finance in da seveda tudi imamo finančni sistem stabilen v korist ljudi in gospodarstva. Ampak dejansko se s tem posledicami interventnega zakona ne morete ukvarjati, ker ne veste, kdaj bo začel zakon veljati, kaj bo z tega zakona veljalo, a ne? Ja, lahko naredimo analize v 2 variantah. In seveda tudi vodimo potem politiko v 2 variantah. Eno je z zakonom, eno je brez zakona. Vse tukaj te rešitve so. No, in v svoji predstavitvi pred matičnim parlamentarnim delovnim telesom ste govorili, da so ocene posledic tega zakona, govori se, da je težak 1 milijardo evrov, da so narejene statične ocene. Ja, mislim si, da statične, zato ker to s drugimi besedami pomeni, da vi za neko časovno obdobje določite zmanjšanje ali povečanje pač osnove in teh prihodkov, pri tem pa skozi čas ne upoštevate inflacije, rasti ali zmanjšanja gibanja bruto domačega proizvoda in drugih makroekonomskih elementov, ki jih je tukaj treba pač upoštevati, da dobite bolj realno sliko. Podobno je bilo, ko je vlada sprejela oziroma ko smo predlagali povečanje splošne olajšave
pri dohodnini, takrat je tudi ven prišla milijarda. Ta milijarda je že kar malo simbolična. Vsako tako stvar, ki se izračuna, je pač milijarda. Tukaj je fiskalni svet recimo nekoliko manj izračunal, ampak če se malo to navzgor zaokroži, pride pač milijarda, to se pač tako sliši in seveda v medijih je to pač slišano, ljudje si, jaz mislim, težko si vsi mi predstavljamo, kaj dejansko pomeni milijarda, je pa to vsekakor zelo, zelo veliko v predstavah ljudi in mislim, da se tukaj preveč operira, bom rekel, na nek način tudi škodeželjno mogoče kdaj. Vsekakor pa zadeva na področju financ je resna, tako da ne bo zdaj to izgledalo, da ne. In treba je upoštevati seveda tudi določbe, ki so v tem zakonu in temu prilagoditi javno finančno politiko. In tukaj mislim seveda javno finančno politiko tudi na področju odhodkov, kar pomeni, da naprimer vsekakor gre tukaj za nabave, ki jaz mislim na določenih področjih so cene teh nabav pri javnih razpisih in tako naprej zelo visoke. Treba je dati neko referenčno mejo, naprimer pri zdravstveni opremi, to je že bilo. Treba je pogledati tudi nekatere projekte, ki se mi zdijo na prvi pogled, laičen pogled, nisem strokovnjak niti za gradbeništvo, niti za gradnjo, ampak če govorimo o nekih železniških postajah, ki stanejo 180 milijonov, pač v kraju, kjer imamo eno pot proti Avstriji, drugo pa proti Bohinju oziroma tej gorenjski strani, je tukaj seveda veliko vprašanj in seveda tudi kako je dejansko projektirano oziroma s kakšnimi materijali in tako naprej. Boste šli kakšne revizije teh projektov, ker ko sva se dogovarjala za tale pogovor, ste omenili tudi infrastrukturne projekte, na katerih bi se morda dalo varčevati. Pa omenjali ste, mislim, da hrvaški primer, kjer bojo sicer Indijci, mislim, da gradili progo, ne? Ja. 8-krat ceneje, kot se gradi proge pri nas. To je bilo v medijih, in seveda zdaj jaz, ki se nas poznam na tehnične zadeve, gradnje prog in tako naprej, in najbrž tudi vsak bralec take novice seveda se vpraša, zakaj je to zdaj 8-krat ceneje na Hrvaškem, in potem rečeš, prav, najbrž tudi zaradi tega, ker tam je enostavnejša gradnja. Mi imamo Kras, pa Kraške jame, pa tukaj je težja gradnja in tako naprej. Ampak ta razlika mora biti ravno 8-krat, ali lahko samo 4-krat, ali mogoče samo 2-krat ali 6-krat, vse tukaj, da ne grem v te detajle. Ampak tukaj je čist, bom rekel, po zdravi kmečki pameti se človek to vpraša. In zakaj je zdaj to tako drago in ali potrebujemo pač tako progo, kot jo imamo, naprimer. O tem zdaj govorimo. Verjetno bodo strokovnjaki z tega področja verjetno zagovarjali, da je to, kar mi gradimo, kakšni bodo zagovarjali, da je še prepoceni. Ampak, neka mednarodna primerjava vsekakor obstaja. In tukaj pač imam dvom. In če imam dvom, bi ga rad razčistil. Spravi, obstaja možnost, da bojo kakšne revizije. Če razčiščite svoje dvome in ugotovite pač, da neke cene niso nikakor nerealne. Jaz mislim, da je to v interesu celotne vlade in pač posamezna ministrstva bodo tista, ki bodo tukaj dejansko to naredila, lahko pa to naredijo tudi kakšne mednarodne agencije, organizacije, ki so za to specializirane. Gospod Robert Golob je ustanovil nek strateški svet makroekonomistov, s katerimi se je včasno dobil, ampak jih nikoli ni upošteval. Boste vi kaj takšnega, glede na zaostrene razmere v javnih financah, na katere opozarjate in se jih zavedate, boste skušali dobiti kakšno stroko, še ker recimo zadnje 4 leta se mi zdi, da stroka je bila na vseh področjih nekoliko obstranjena. Vsi strokovnjaki, in nekaj jih poznam in jih spoznavam, so na Ministrstvu za finance dobrodošli. Jaz mislim tudi na celotni vladi. In tukaj bomo stroko vsekakor upoštevali. Upošteval sem jo tudi že v preteklih obdobjih, tudi sem imel nekaj
2 ali 3 svetovalce glede tega, tudi z področja, če želite, ekonomike, kmetijstva, bančništva, delovne zakonodaje, kolikor Ministrstvo za finance seveda to potrebuje, in s tem bom nadaljeval tudi v prihodnje. Vsekakor vabim pač vse ljudi dobre volje in strokovnjake, ki imajo ideje in ki želijo tukaj sodelovati, da pridejo. In vam pomagajo s svojim znanjem. Za konec vam bom prebrala še stavek, ki mi ga je napisala umetna inteligenca, ker sem jo prosila, naj mi napiše nekaj o finančnem ministru. In je zapisala: finančni minister mora biti glas razuma v času, ko politika pogosto govori preglasno. Gospod Andrej Šircelj, želim vam uspešno delo ob povratku na Župančičevo ulico in hvala, ker ste se odzvali našemu vabilu. Hvala tudi vam.